Novogoričani so bili uspešni že na prvi tekmi v Kranju, ki so jo dobili z zadetkom Osudžija v 76 minuti in s tem preigrali lepo izhodišče za nov nastop v polfinalu pokalnega tekmovanja. Najšo priložnost je imel Bukara, ki je v 18 minuti sprožil z prostega strela. V 23 je prvič nase opozoril povratnik Džuzdanović. Odbito žogo je nato ponovno proti vratom poslal Škarabot, akcijo pa je zaključil Gregorič. Po nekaj minutah igre okrog sredine igrišča je strelom spet poskusil Džuzdanovića, ponovno ni bil dovolj natančen. V končnici prvega polčasa še 3 priložnosti. V 43 minuti najprej obetaven strel Mlakarja. Goriški vratar Sorčan je žogo odbil, z druge strani je poskusil še Bukara, a je bila gneča pred vrati prevelika. Aktivno igro je Džuzdanović 2 minuti pozneje zaokrožil še s temle volejem, ponovno je bil premalo natančen. Na drugi strani je z razdalje preko goriških vrat meril Vujačić. V drugem polčasu še več strelov proti vratom na eni in drugi strani. Začeli so Goričani, ko je Žigon v 67 minuti krenil v protinapad in zaključil strelom preko gola. Minuto pozneje je podoben rezultat tudi na drugi strani, ko je bil nenatančen Tijanić. V 70 je nase opozoril tudi na Vabueze, ki je na zadnjih 3 prvenstvenih tekmah vselej zadel. Potem pa 78. minuta in akcija, ki je v veliki meri zaprla tekmo, saj je Matija Škarabot dovolj močno sprožil, da je presenetil kranjskega vratarja. Za povišanje izida na skupnih 2-0. Najprej sicer še en poskusen Vabuezea, ki pa je bil preskromen in Džafić ni imel težav. Nato pa dvakrat zapored na potezi Tijanić. V 81. minuti je meril preko gola. Bolj natančen je bil 3 minute pozneje, ko se je moral Sorčan potruditi z obrambo. Najprej je Džafića poskusil premagati Kolenc. Globoko v sodniškem dodatku pa še na Godeja je bil kranjski vratar obakrat na pravem mestu. Gorica je bila torej skupnih 2-0 boljša od Triglava in se v polfinalu pridružila Aluminiju in Celju. Vsi skupaj bodo sedaj počakali še na novembrski četrtfinalni tekmi Olimpije in Maribora. Polfinalne tekme bodo spomladi.